Hej, en lep pozdravček vsem na tej strani. Zdaj, glede na to, da zadnji ta video oziroma Facebook live, ki sem ga naredila tako ful prekinjal, bom določena orodja bom ponovila in mislim, da nič ne škodi, če jih tudi veliko ponavljamo. To so res čudovita orodja iz Access Consciousnessa, pač, ki sem jih jaz dobila v Access Consciousness, sem s tem obdobju še res ful hvaležna, da imam vse to, da mi ni treba padati v to dramo in travmo, ki se dogaja. In prva stvar, torej, ki sem jo že tudi zadnjič omenila, ampak zdaj mogoče se je malo stvari se spremenile, pa jih lahko malo na drugačen način naslovimo. Torej, da se ustvari neka resničnost, sta za to potrebni dve osebi, da se strinjata o nekem pogledu. A ne, zdaj si pa predstavljate, da se milijarde ljudi strinjajo o nekem pogledu oziroma milijone ljudi strinjajo o nekem pogledu. In dejansko to naredimo trdno, resnično, strjujemo, ne? In kaj pravzaprav lahko smo tukaj drugačnega, da ne prilivamo kreacij nekih črnih scenarijev, neke drame, travme, dejansko smo lahko v dopuščanju. Torej, dopuščanje ni niti strinjanje, niti pridruževanje, niti upiranje, niti reagiranje, ampak vse je samo zanimiv pogled. In torej, da se niti ne strinjamo s tem, kako je zdaj to grozen, pa da se ne pridružujemo k temu, kar pač drugi govorijo, niti se, da se na to upiramo, češ za meni že nič ne bo, ali pa to je pač, ne vem, karkoli, ne? Ampak da za vsako stvar, ki pravzaprav vam jo drugi rečejo, ali pa ki jo slišite po televiziji, v mediji, preberete, da rečete zanimiv pogled, da imajo takšen pogled. Zanimiv pogled, da imajo takšen pogled. Zanimiv pogled, da imajo takšen pogled. In vedno malo počakate, da vidite, če se energija kaj spremenila, pa naprej. Zanimiv pogled, da imajo takšen pogled. Zanimiv pogled, da imajo takšen pogled. Zanimiv pogled, da imajo takšen pogled. Če vidite, da imate vi sami glede tega kakršnekoli poglede, lahko tudi rečete zanimiv pogled, da imam takšen pogled. 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 In s tem, kaj počnete? Dejansko te poglede, ki ste jim pripisali nek naboj, torej ali je to tako pozitiven naboj ali negativen naboj, dejansko te poglede nevtralizirate in na ta način omogočite, da ta pogled nima več vpliva na vas oziroma da se pravzaprav razblini. Včasih se zgodi tudi to, da dejansko se sploh niti ne spomnite, kakšen je bil pravzaprav vaš pogled oziroma kakšen je bil pogled te osebe, za katero ste to naredili. In zdaj mogoče čisto, da naredimo eno vajo, pač kar zares naredimo, nič vajo, ne? Torej, vzemite zdaj to, karkoli je v vašem svetu glede te trenutne situacije, kakršnakoli energija, in bomo zdaj to naslovili z zanimivim pogledom. Okej, že zaznavam, kako ste dobili, torej zdaj pa gremo. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. 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 A se kaj spreminja energija? Spreminja, ne? Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. 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 In začutite, da se tudi nekako situacija, mislim, tako, da se kar lajša nekako energija, da tudi vi postajate lahkotnejši. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. In dejansko to nadaljujete toliko časa, dokler ne zaznate, da je energija se spremenila. Zdaj pa, če je tukaj še prisotna kakšna energija, pa vprašate na koncu, okej, komu to pripada. Ker verjetno v prvi vrsti
ta pogled, za katerega smo zdaj delali, pač smo uporabili to orodje, zanimiv pogled, v prvi vrsti sploh ni bil vaš, ampak ste ga od nekoga prevzeli in se z njim strinjali, pridružili, opirali, reagirali in to potem povzroči, da ima vpliv na vas. In ko rečete, komu to pripada, če izgine, torej ni bil vaš in rečete, sam zavestno pošiljam, od koder je prišlo. In torej morate vedeti, da 99% oziroma bolje rečeno 99,99% vseh teh misli, občutkov, čustev, nekih senzacij v vašem telesu ni vaših, ampak dejansko zaznavate druge okrog sebe. In tole recimo, kar sem vam zdaj pravkar povedala, to zanimiv pogled oziroma dopuščanje, to vam omogoča, da ne padete v dramo in travmo drugih ljudi, ampak da ostanete kot ena trdna skala v toku reke. Torej, če recimo predstavljate si, da ste skala v toku reke in zdaj če imate torej, če se z nečim strinjate, pridružite, upirate, reagirate, dejansko vas odnese s tem tokom. Če pa vse sam zanimiv pogled, torej, če uporabite to orodje, ki sem ga zdaj pravkar pač to, kar smo zdaj pravkar naredili, dejansko stanete kot ta trdna skala v toku reke, ohranite svojo energijo, to, kar dejansko resnično ste. In to lahko uporabljate za vse poglede, ki se prikazujejo, ki so nekako že trdni v vašem svetu. To pomeni, da ste se že nekaj strinjali, pridružili, opirali, reagirali, zato pač to dejansko je nekako še krmanik naboj je prisotno v vašem svetu in to naslovite pa s tem orodjem, seveda tudi komu to pripada na turbo. Kaj še? Torej, pač poglede imamo zdaj zaradi, pač koliko časa bo zdaj to trajalo, koliko je pač grozen, ko toliko ljudi umira, pravzaprav jih ne umira nič kaj več kot običajno, ampak sam pač dejansko je toliko povečevalno steklo medijev, pač toliko na to usmerjeno. Pol, kaj še? Glede denarja, glede gospodarske krize, to vse lahko naslovimo, torej vse, kar se v vašem svetu pojavlja, lahko naslovite z zanimivim pogledom. Torej, zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Karkoli imate zdaj v svojem svetu in to ponavljate toliko časa, dokler ne bo enostavno ta pogled, kako bi rekla, ga ne boste neutralizirali na nek način. Torej, vse tisto, kar ste pripisali mu zdaj nek pomen oziroma nek naboj in pol pač če smo rekli, če še ostaja, pa reč komu to pripada in dejansko bo to zginalo. In še mogoče za konec tega Facebook live-a, sam ena res tak, pravzaprav, sam to si zapomnite. Če je vse zanimiv pogled, ste imuni na vse. Če je vsak pogled, vse, kar vam govorijo ljudje, vse, kar vi razmišljate, dejansko zanimiv pogled, ste imuni čisto na vse, tudi na koronavirus. Tako da zanimiv pogled, ponavljite to dejansko, če bi uporabljali ta zanimiv pogled nekje od pol leta do 1 leta, za vsak pogled, ki ga imamo, o čemarkoli dejansko nikoli dobene težave ne bi več imeli, pa tudi dejansko bi dobili tudi od sebe vse tisto, kar želimo dobiti. Torej, mogoče, da ne bomo pač samo o koronavirusu govorili, čeprav pač se to zdaj pač je aktualna tema. Poglejte, kaj bi pa vi radi v svojem življenju ustvarili in dejansko poglejte, kakšne poglede imate v zvezi s tem. Pa ne morem, pa nimam tega, pa nimam unga. Kaj, če bi vse to naslovili z zanimivim pogledom in začeli zdaj dejansko kreirati svojo prihodnost. Namesto, da se zdaj pač utapljate v neki drami, travmi, da začnete dejansko kreirati svojo prihodnost. Kaj si vi želite ustvariti kot svoje življenje in bivanje? In vsi tisti te pogledi, ki se zdaj pojavljajo, neke sodbe, ki jih imate, zanimiv pogled, da imam takšen pogled. 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 In dejansko to je res čudovito orodje, pač vprašanje je zdaj samo, če ga boste uporabili. In pač namen tega videa oziroma tega javljanja danes je to,
da dejansko vsi spustimo pravzaprav to ali reagiranje, opiranje na to, kar se dogaja in da dejansko ne prilivamo k temu, da se to še bolj starjuje, ampak omogočimo, da se pravzaprav spremeni. Ker dejansko sam ta prostor dopuščanja, torej več ljudi, ko bo šlo v dopuščanje, torej ne strinjanje, pridruževanje, opiranje, reagiranje, ampak dopuščanje, vse je samo zanimivo, prej se bo lahko ta stvar spremenila. Okay. Tako da to je to. Zdaj pa vidim, da tale StreamYard to zgleda očitno dobro deluje, nič ne prekinja, ne? In se bom še, sigurno se bom večkrat zelo javila, ker tudi dejansko pač imam bolj kot ne vse po spletu, a ne? In sem tudi bolj kot ne doma. Zdaj smo tudi še, imamo en trening za certificirane facilitatorje, ker tudi po spletu prvič v vsej moji facilitatorski karieri in je čisto drugače, neka drugo mišico krepimo in me zanima, kaj se bo se iz tega tudi še razvil. In tudi še ena stvar, začnite iskati pač darila tukaj v tej situaciji. Kaj darilo? Kakšne so možnosti tukaj? Zastavite vprašanje. In hvala vam, da ste tukaj. Da dejansko vas zanima, kako spremeniti stvari, kaj lahko drugačnega ste v svetu. Tako da lep večer še naprej, pa mislim, da se bomo kar malo kaj še spet slišali. Čau, dio!